Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi še vedno gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes v moji družbi kar 3 gostje, ki upam, da jih bom uspešno krotila, ker je tudi zame prvič. So pa ena taka eksplozija na slovenski glasbeni sceni. Z mano so člani zasedbe Boom, Patrik, Luka in Matevž. Lepo pozdravljeni. Zdravo, živijo. Kako ste, kaj fantje? V redu. Zakon, kaj? Super. Je veliko tehle medijskih obveznosti zadnje tedne, mesece? Ma je kaj. Je kar. Smo kar zadovoljni, da je ta San Marino malo to povzročil. Nam je kar všeč. No. O San Marinu bomo sigurno še kakšno rekli, ampak najprej vas pa prosim za začetek, sem vas prosila, če seboj prinesete osebne predmete, pa če gremo kar po vrsti. Okay, Matevž, kaj si prinesel? V bistvu tako, zdaj že nekaj časa nisem bil doma. Tako da, kar sem imel sam, sem zbiral, ampak tudi v bistvu sem začel razmišljati, a imam jaz pa kak tak predmet, ki mi res ful pomeni in ga imam in nekaj nedavni komor in tako in se mi zdi, da mogoče celo nimam takega predmeta, ampak ta očala so v bistvu, jaz imam ful rad sončna očala. Na gor, da spovidim, kako se da. Okay. Jaz sem ful rad sončna očala, jih imam 15-20 doma sigurno, sicer ne ta dragih, jaz imam rad, da so malo special, pa tudi, če so poceni, nima veze. Imam jih veliko, ampak glede teh špeglov je pa to, da sem jih enkrat kupil prek interneta, pa sem jih imel po moje samo enkrat in potem so mi v Ljubljani vdrli v avto in so mi pobrali celo torbo, ker sem imel 2-3 špegle med njimi in nakit in vse, ful so mi tega pobrali, v glavnem je šlo to. In pol sem jih še enkrat naročil za nalašč, ker so mi bile lepe in jih hočem imeti. In pol sem jih imel tudi v polfinalu v San Marinu in smo prišli v finale in sem rekel, ajde, to je mogoče neka zgodba. Lucky Charm in moram reči, da jih imam ful rad, tako da sem z tega razloga jih pač danes prinesel sam. Čeprav danes ni sonca, ampak da. Ni sonca, ampak vse so take modre, veš, niso v bistvu sončne, tako da pa tako, ajde, urce. Ja. Luka, kaj si ti prinesel? Ja, jaz sem pa tale prstan, ki sem ga našel, sem se prej hecal s Patrikom, zakleti za glasbe, piranski, gusari, pa to, ne. Ja, v bistvu sem ga najdel, enkrat sem se pač potapljal v našem morju in sem ga našel in valjda, in sem ga pač vzel, ker mi je predvsem tak, res mi je, nisem nič poiskal, da bi komu dal, mogoče kaj zgodovine in to, mogoče zdaj bom, in sem ga najdel in mi je bil res všeč, ker je tak tanek, minimalističen in tako nek tak malo misteriozen, tako da me malo na to spominja, ima tašno neko vrednost zame, da moraš biti tudi misteriozen oziroma neki latone tej, bom rekel, A ga imaš vedno sabo, ti tudi prinaša srečo? Ja, v bistvu, to, kar Matevž omenil, tudi San Marino, jaz vedno, ko recimo delam recimo komplet s srebrnim nakitom, ga dam vedno na prstan, pač mislim, ga dam vedno v set, ker ponavadi te 3 prstane največ nosim in nekako mi gre lepo z kombinacijo, tako da sem ga imel tudi na San Marinu, ki smo večinoma, samo v finalu smo imeli zlat nakit, ampak nema veze. V polfinalu smo imeli srebrnega, ne? Ja. Tako da sem ga imel gor, tako da mogoče to nek Lucky Charm, ne? Tako da mogoče to prinaša malo srečo, pa naključeno. Patrik, kaj pa tebi prinaša srečo tale beležka? Jaz sem šel v drugo smer, no. Jaz sem šel malo v drugačno smer, to ni nič vezano San Marino. Prav, ok, to, kar nosim na sebi, lahko rekel, da sem nosil San Marino, ne pa nosim vsak dan, ampak sem pa prinesel eno knjižico, ravno smo se pogovarjali malo prej, ne, smo v glasbenem biznisu, ampak ne smo pa v biznisu pisanju zgodb. In sem se odločil prinesti eno knjižico, ki je pa moja beležka, ki jo uporabljam za fantazijsko knjigo, ki jo pišem na strani. Načeloma je 3/4 prazna, ampak se najdejo kakšne zadeve tukaj, če malo, kakšne abecede zanimive, ki so spisane. Ja. Dela svoj jezik, ne? Skovanje, svoj jezik, kakšni zemljevidni dodatnimi napisi. Še zemljevidne. Ja, da vidimo na kameru. Evo ga. Je priden. Ja. Tako da to pa imam vedno pri sebi, sploh ko sem na faksu ali pa kaj takega, ko je kakšen predmet nezanimiv. Pa da kakšna ideja treba zapisati, treba narisati, ne? Tako da sem se odločil to prinesti zraven. Imam kolikor še teh nekih osebnih predmetov, ki meni nekaj pomenijo, ne? Lahko je to moja kitara, ki jo imam že od
4 leta nazaj, ki je zdaj nas spremlja kot Bumovce že odkar smo začeli. Lahko je to, kar nosim na sebi, ki je znak Tolkiena gor. Tako da sem kar fantazijsko usmerjen človek. No, zdaj, k vašim začetkom se bomo še vrnili, ampak dajmo biti malo aktualni. Ravno kar nedavno ste v svet poslali svojo stvaritev, svojega otročka. Kakšni so bili prvi odzivi? Zdaj so še zelo sveži. Zelo v redu odzive dobivamo. No. In od kolegov glasbenikov, radijskih urednikov in ljudi, ki se ukvarjajo z mediji. So pa še zelo sveži. No. Smo še zelo na začetku. Se mi zdi, da še ni prišlo toliko do ljudi, ki še bo. Ne. Noro smo veseli, tako je bila odvedno želja po tem, da bi izdali album. Sploh, ko gre, bom rekel, predvsem Odiseja, album gre za konceptualno zadevo, to je bila odvedno želja, da bi radi naredili res neko celoto, da ima smisel vse skupaj, da gre res komad po komad, da lahko, če nekdo posluša od začetka do konca, da lahko vidi neko sliko oziroma da ga res popelje ta Odiseja. In tako da tudi na to smo se opirali. Itak smo imeli tudi inspiracijo, malo zgodovinske inspiracije, malo mitoloških stvari. Tako da smo imeli razne inspiracije. Poleg tega, da malo začinimo, ki imamo radi to, ampak predvsem smo pa noro veseli, da smo lahko tako nekako na svoj način naredili ta album. Zdaj, skupina Bum obstaja že nekaj let. Slovenija vas je spoznala na Slovenija ima talent. Kar nekaj stilov ste zamenjali. Bi bilo predrzno, če rečem, da ste se mogoče do zdaj iskali, da zdaj ste se pa našli s tem albumom. To absolutno ni nobena predrznost, to je absolutna resnica. Na albumu je pesem, ki se kliče Iščem se sam, je celotna Odiseja je na nek način tako sestavljena. Mi vedno nekako jo vedno predstavljamo kot metafizično popotovanje v tem, da iščeš sebe. Iskanje samoidentitete in nekako s tem, ko smo Odisejo dali ven, smo mi temu nekako rekli, no to je to, kar smo delali takrat. Odiseja je pa prvi korak v neko novo smer, v neko smer, katero bi radi še vzdrževali v nadaljevanju, ker se nam zdi, da smo se zdaj res našli v tem, v čemer smo res dobri, se nam zdi, v čemer res uživamo, kar radi snemamo, pišemo, delamo na tak način in kaj čutimo, in se nam zdi, da zdaj smo res našli nek pravi korak v pravo smer. Tisto, kar je bilo prej, absolutno še vedno šteje kot del naše poti, ampak je pa to zdaj novo poglavje. Še vedno lahko prelistajo vsak človek nazaj na prejšnje poglavje, ampak mi pa zgodbo nadaljujemo. Absolutno. Začetka, se išče, že takrat smo se iskali, še se iščemo, pa še se bomo. Ampak v bistvu je to neko tipanje na začetku, ne veš točno, kaj bi naredil. Kjer smer bi šel, poslušaš mnenja vseh, v bistvu, vse tudi hočeš upoštevati in lahko nastane kakšna zmešnjava. Ampak vse to smo dali čez in mislim, da smo zdaj začrtali neko potno za naprej. Luka, mislim, da prav ti sem v enem intervjuju brala, da si v enem trenutku odprl svetopismo, verjetno bolj za šalo kot res, in te je poiskal en citat, in sicer Bog ne uslišuje praznega vpitja. Tako je, to je Job 35. To je res dober citat. Res je dober. Drugače, to je bilo to obdobje pisanja albuma, ko smo še nekako začenjali celoten proces. Ko smo se še iskali. Ko smo se še dejansko iskali. In drugače, imam svetopismo doma, tako lepo malo, in mislim, jaz tudi veren, smo družina verna, ampak nima to veze. Glavno smo se malo hecali, pa smo kao odprli, da vidimo, če imamo kakšno sporočilo višjih sil. Malo smo se hecali, pa smo se pa hitro nehali hecati, ko se je naključno to odprlo, ta Job 35, da Bog ne uslišuje praznega vpitja, in pa smo se pohecali. Do zdaj smo prazno vpili na nek način. Nismo imeli kaj resnega zapovedati, zdaj pa se nam zdi, da smo hoteli tudi potem. Ko smo to videli, se nam je zdelo, da je fajn, da tudi napišemo nek album, ki ima tudi nekaj zapovedati. Nekaj, kar bi mi radi sporočili
o nas, svetu, pa tudi o svetu samemu, ki nas obkroža na nek način. Zdaj prav vaš producent Matej vam je rekel, odlični ste, a ne vem, kdo ste, ne? Tako, To je bilo preden smo odprli. Preden so bili za to, res. Ko smo že imeli varianta 10 pesmi za album, mi smo že imeli v glavi album, imeli smo zgodbo, vse smo imeli že v glavi narejeno in pol nam je on v bistvu rekel, da ne začuti, kaj smo v bistvu, ne. Kaj smo mi, ne. Je super, ampak... Smo poslali komad, to smo mi. Je rekel. Tako, imeli, kot je rekel, Mateuš, smo že imeli vse napisano, že pač neko prvo verzijo albuma in je rekel, dejte, super je to, ampak dejte še malo premisliti, pa malo napisati, ne. Bodite direktni, povejte, kar čutite, ne preveč razmišljati v tem smislu. Par takih smernic sem je dal, nič kaj preveč, ampak dovolj, da smo v bistvu v sekundi, ok, vemo, to smo rabili. Sploh ni rabo več govoriti, tako smo že vedeli nekako, kaj rabimo. Samo rabili smo, mogoče kot neko tako, bom rekel, pravo misel, oziroma nek support, neko potrdilo. Se spomniš teh 3 besed, ki jih je rekel? 3 besede. Fantje, preveč razmišljati. Ja. To je to. To je vse povedano. Točno to, ja. Nam je vse Točno to, samo to je bilo. Ampak kako nehati razmišljati, ne? Veš, toliko smo se v bistvu trudili, oziroma bom rekel, lovili, smo bili v tem krogu, ne, smo se lovili razmišljali, kaj ljudje hočejo, kaj bi oni radi slišali. Da bi ugajali, verjetno. Vedno hočemo vsem ugajati, ne. Ja. Itak, in je pol je to rekel in mi smo pol, ko smo pač, samo to, ko smo slišali, smo že vedeli in pol, ko smo se lotili, je to res steklo, ne. Zdaj s to redefinicijo je prišla tudi širša zasedba, ne? Niste sami na odru, kdo vas še spremlja, še 5 vrhunskih glasbenikov. Res vrhunskih, ja. Fajn, so odlični. Jaz lahko začnem, imamo na bobnih Matica Kovačiča, ki je tudi ustanovni član Joker Auto, ne, skupine, potem imamo brata Žavbi, Markota pa Jerneja, Markota na sintih, Jerneja na basu, sta tudi primorska virtuoza, dajmo tako reči, ker sta res mlada in noro nadarjena. To pa je glasbena družina, ne? 8 bratov. 8 bratov, pa band imajo tudi, dejansko. V bistvu imajo že skoraj fuzbal ekipo, ne band. In pa še seveda Tilen Jan na kitari in pa Rokšenk tudi na kitari. Tako da... Lepa zasedba, res. Velika zasedba, je res. Pa še Patrik je seveda na akustični, ne? Tako da me na pol raj njela, ne čuroki, kaj je že tako preveč. Orkester bi bili že bolj, nikoli ne veš, nikoli ne reci nikoli, ne. Zdaj, 15. maja, ne, vas čaka predstavitev albuma v živo pred oboževalci, je to zaprto za javnost? Ne, odprto seveda, karte so v prodaji. Entrio. City Teatr. 5. City Teatr. Mislim, da tudi še par kart prodaja in ko mi čakamo že, da to z bandom predstavimo tudi v živo ta naš album, ne, ker ljudje mogoče ne vejo, kako to zgleda v živo, ampak dobro dela v živo. Pravite, kakšna presenečenja? A tudi se dela. Ravno smo bili vzhičeni, da smo sestavili en zanimiv tak filmski intro v sam koncert. Filmski intro v sam koncert in je že dobro zveni in že imamo nekaj idej, kako popestriti določene komade. Nekako se poskušamo držati tega, da bi vsak komad imel neko dodatno popestritev, nekaj, kar bi razločilo cel koncert, da bi razločilo koncert in bi nastal šov. Bo tudi vizualno zelo atraktivno. Upamo, da se bomo potrudili, glede na to, da nažalost nam niso na voljo, oziroma si teatr nima LCD-jev in tega ne, da bi naredili še res, kakor smo imeli, ki smo imeli ideje, imamo super, ne, se sam rabimo. V bistvu. Denar po eni strani še, ampak ne glede na to, bomo tudi brez tega sigurno pričarali maksimalno vzdušje. Ste se pa za novi videospot poslužili umetne inteligence, ne, če sem prav zasledila. Kako to, ne marate snemanja, se ne marate izpostavljati? Ne, spet smo pri financah, pa bi stal cajt. Absolutno finance so bili en faktor, da smo se tega poslužili, drugi pa je bil ta, da kot smo rekli, ne, malo smo začeli fantazirati, ne. Malo smo šli v abstraktne vode, kar se tiče sploh glasbe in vizuali in tako naprej. Se nam je zdelo, kaj bi lahko naredili, da bi ustvarili nekaj posebnega, nekaj, kar mogoče ni ravno toliko tukaj bilo še videno. Smo rekli, umetna inteligenca ima, če znaš delati z temi programi in tako lahko ustvariš tudi nekaj, kar je res tako zanimivega, abstraktnega
ima tak zanimiv efekt in se nam je zdelo, da potem smo to dali v roke prijatelja Žige Bahorja, ki je ustvaril nekaj. In je zanimivo, kako sem jaz začel gledati, sem rekel, ok, zanimivo, ampak nekrat ne moreš nehati, ne. Gledaš ampak čakaš, ker veš, da je umetna inteligenca nepredvidljiva, naredila bo nekaj, kar ne vem, človek sam ne bi recimo zmislil v tistem trenutku, da zdaj pa mi spremeni, ne. Zdaj spremeni mi to v puščavo in potem mi to naredi v neko vesoljsko ekspedicijo. Kje boš ti to narisal, kje boš ti to animiral, ne? In to, da nekaj takega ti pomaga. Ne? Ampak moram pa reči, ker sem se tudi potem sam nadaljeval s tem ukvarjanjem s tem na našem Instagramu, kar se tiče naših potem nekako teaserjev za vsak komad posebej, sem vedel, da pravzaprav ideja mora biti. Ne? Moraš vedeti, kaj upisuješ noter, moraš vedeti, kako nekako ukrotiti ta program, da ne gre svojo pot, ker zelo rad zaide po svoji poti. Včasih rabiš računalniku povedati malo več, zato da naredi nekaj manj. Tako da je kar zapleten proces in mislim, da Avantura, sploh videospot za Avanturo je nastal kot nek zelo zanimiv projekt, ki je bil zelo konsistenten od začetka do konca. Tako da smo zelo veseli s tem, kar je nastalo pri tem videospotu. No, zdaj smo šli že malo v prihodnost, v umetno inteligenco, pa če se vseeno vrnemo v preteklost. Kdo pa ste vi kot posamezniki, kje so vaši glasbeni začetki, mogoče Matevž, če pri tebi? Glasbeni začetki, pa jaz se spomnim, da sem od nekdaj pač ljubil glasbo. Spomnim se pač že od malega sem bil zraven, moja dva vem, da sta govorila že, ker ko sem se jaz rodil, sta ona še leto, dve igrala po Nemčiji in to, s takratnim ansamblom in babica me je merkala in jaz sem spal ob zvočnikih, ki so bili ful glasni, no jaz sem spal, tako da sem od nekdaj, mi je to nekaj pomenilo, oziroma že od nekdaj imam, se mi zdi glasbo v sebi, spalo, tudi verjetno, ampak nekje v osnovni šoli recimo sem začel imitirati ljudi, vem, da takrat 2006-2007 je bil Don Corleone, ki je bil tudi v tej oddaji Hribar, tam na stolu, no, on je šel na emo takrat z Bella Mia pesmijo in jaz sem takrat njega imitiral, takrat mi je bil on special, to mi je bilo, Nani Poljanec, če se ne motim, je on. Ker vem, da me je tudi povabil na en svoj dogodek, kjer sem jaz tudi v bistvu imitiral, on je bil tam za mizo, jaz sem prav to pesem imitiral tam na tem dogodku. Drugače v osnovni šoli to je bil 6. razred, 7. razred sem pol imitiral Freddija Millerja, v 8. razredu sem Rocka Ferenža, pa sem šel v 9. razredu skupaj z dvema frendoma, sta bila Jozo, pa jaz sem bil Freddy, pa smo Srnico, pač ful zabavno. In pol sem pa nekako šel v srednjo šolo in nekako sem pustil malo glasbo na strani, sicer sem šel na dramsko gledališko smer, ampak sem po letu pa pol opazil, da v bistvu fuzbal pogrešam, ker jaz sem pa nogomet igral, pač že to tudi malega in takrat, ko sem bil v Ljubljani v srednji šoli, sem sam petke treniral, pa igral za vikend, pa to pogrešati sem začel in sem pa se v Novem mestu v bistvu prestavil na šolo, ne. Tam sem pol tudi igral pri Krki nogomet in me je potem pri 17 letih me je v bistvu en prijatelj poklical, če bi prišel na eno audicijo, da rabijo enega vokalista v enem bendu in sem šel in sem od takrat naprej v bistvu vsako leto bil bolj, recimo, dobil tudi nekaj izkušenj na odru, pa če zdaj bolj prepričan v bistvu, da je glasba nekaj, no, kar bi si želel delati tudi naprej, ne. Tako da recimo, na hitro, ni bilo hitro. Pri meni tudi smo vedno nekako bila glasba del mojega življenja. Isto sem prvotno, kot nekje do srednje šole, sem bil itak samo šport, ki sem košarko igral, ne. Mi je bila glasba bolj najprej ob strani, ne. Mislim, glasbeno sem hodil, sem pač naredil nižjo glasbeno šolo in to, pa v pevskih zborih in tako sem pel, ampak nikoli me ni zares vleklo, dokler nisem prišel v srednjo šolo, kjer smo na gimnaziji Piran imeli te neke, bom rekel, predstave letne, ki so pač na gimnaziji Piran ful tradicionalna stvar, se imenujejo Drzni si, ne, in tam pač lahko dijaki naredijo svojo predstavo in se vsak pokaže svoje talente, dela, kar pač dela. In tam se nekako začelo, no, in prva predstava, ko je bila, ko smo enkrat to delali, ko sem bil na odru, ko sem dobil tisti aplauz, je bilo to, evo, to je to, ne, to hočem delati, ne, stati na odru in
pač zabavati ljudi. Ne. In takrat se v srednji šoli pol ta tehnica, košarka, glasba malo mogla Pripesiti. tako. In bolj na stran glasbe pa sem bil sprejet v Briljantino, kjer sem se z Matevžem spoznal na muzikalu. In Briljantina je pa res bolj vzela, bom rekel, toliko časa, da sem mogel košarko pač odrezati na nek način. Plus itak skupina je bila še prej, ne, oziroma pol se je začela sestavljati zaprav in nekako sem vedel, no, že v srednji šoli, da bo to tono. Itak pol, ko se je formirala skupina, ni bilo več debate, no, sploh. Ja, pa ti, Patrik, si tudi ti dal šport na stranski tir za glasbo ali ni bilo te dileme? Jaz sem bil katastrofalen v športu. vedno so me porivali v različne športe, oče je vedno želel, da bi bil nogometaš, pa sem igral nogomet, pa sem bil dober, ampak v 3. razredu sem rekel, da mi ni več všeč, ker zanimivo, jaz nisem nikoli bil za timske igre, torej nikoli nisem dobro deloval v skupinah. Kdo bi rekel? Moram takrat, sem tudi judo treniral, pa nekaj takega, pa sem hodil tako, ampak na nek način, mene pa je vedno vlekla glasba. Nekako bom ponovil, no, kar je rekel Matevž, ne. Se mi zdi, da je nekaj na temu, da zelo mlademu človeku daš glasbo poslušati skozi odraščanje. Vem, da sem jaz bil vedno tak, ki pač smo bili v družini, ki se je veliko glasbe poslušalo, specifično tudi dalmatinske, pa Bon Jovija, pa vse, kar je mama poslušala konec koncev. In se spomnim, da jaz sem hodil okoli z Muholovko, pa igral kitaro, pa s Slašnikom, pa igral kitaro, pa karkoli je pač bilo, igral kitaro. Tako da vedno so rekli, ta boh pa glasbenik, ne, slaba karijera ima, dobro, ne. Dobro, nismo si ravno to želeli, ampak ajde, samo vesel, ne. Da sem se pa začel potem zares glasbeno udejstvovati, je pa bilo, takrat nekje v 5., 6. razredu sem začel kitaro igrati, sem rekel, zdaj pa bi res mogoče rad kitaro igral. Za glasbeno šolo sem bil prepoznan za kitaro, pa sem potem rekel, da bom šel privatno, pa bom električno igral. Takrat je moja rockerska era se začela in se je držala vse nekje dokler nisem nekako šel na gimnazijo, pa kot je rekel Luka, ne, tam so se midva spoznala na gimnaziji Piran. V predstavah. 2 leti starejši, ampak sem bil legenda, ne. Ti si bil tisti popular kid in school, ne. Šok. Šok, ja. On je bil ni Gryffindor, ne. Gryffindor Jock. Ampak ne, takrat so se pa jaz sem tudi takrat začel na drznici. Se mi zdi, takrat sem se tudi jaz malo vlekel v igralske vode, všeč mi je bilo biti na odru kot igralec. Potem pa ne vem, nekaj me je začelo vlačiti specifično proti petju. Tudi pel sem zelo rad, ampak nikoli nisem bil ravno najboljši v tem. Potem pa sem začel malo vaditi petje, pa se je potem to nadaljevalo. In kar naenkrat je postala adikcija z luknjo, katero ne bom nikoli mogel zapolniti več z nobenim denarjem, ker se je šlo stran. Torej, vidite, da ste spoznali v srednji šoli, vi pa v muziklu in potem ste se združili. In v bistvu je bilo tako, da so mi fanti rekli, so me povabili eno kavo, Matevž, bi ti mogoče šel, en član je šel, pa 3 smo, pa bi imeli še enega, bi ti. Sem rekel, valjda, dajmo probati, ne. 28. november. 28. november. V začetku ste bili 4, ne? Solutiona. Pravzaprav celo smo imeli še eno prejšnjo verzijo Solutiona, ker sem samo jaz pa Luka. Pa še 2, en je odšel. Takrat smo rekli, jaz sem že spoznal pravzaprav Matevža prej, smo se dobili tudi enkrat na kavi, takrat so vsi bili v Ljubljani, v tem času jaz sem v Ljubljani na faksu, ona dva sta bila konstantno zaradi vaj Briljantine. In potem smo začeli, nekaj smo zapeli skupaj, smo rekli, to zveni, ne, bomo se kaj slišali, če bomo kaj delali skupaj, ne. In potem par mesecev kasneje, niti ne, smo se pa dobili z Matevžem, da smo mu dali opcijo, če bi prišel k nam. In je rekel, ajde, dajmo probat, ne, zdaj smo tle 3, ne, ki nadaljujemo to zgodbo nekako na nek način. Kot sem uvodoma rekla, Slovenija vas je spoznala na šovu Slovenija ima talent. Kako pa se spominjate te izkušnje? Takrat so vas nekako označili za ta boy band in rekli ste takrat, da vaša ciljna publika so mlada dekleta. Tako so se izrezali. Smo mi rekli, ne vem čistočno. Zadeva, ki nam je več slabega kot dobrega prinesla. Ampak kaj smo označili, so nas pač tako kot so, predstavljali smo bili, kot smo bili.
nema veze. Ja, So vas malo porinili v ta boy band? Ja, ja, pa tudi, bom rekel, mi radi rečemo, da smo bili glavni villains of the show, ne? Glavni zlobneži. Zlikovci tiste oddaje, ne? Ampak dobro, kakorkoli smo imeli ogromno suporta, tudi smo dobili, ne? To smo pač prišli tudi po finale in smo zadovoljni, kako smo oddelali tudi po finale. Ampak nekako, ja, TikTok smo imeli ogromno, recimo, pozitive, ogromno pozitivnih odzivov, predvsem počeja mladih punc. In nam bilo super, valjda, ampak čim je bil kakšen drugi forum, kakšen Facebook, kjer sem tudi malo starejši bili, ne, tam so jih pa kar fajn slišali, ampak... Na račun česa? Kaj je zdaj, na račun... Na račun komentarjev, že začelo se je... naše prezence, ko so nas predstavili vse. Začelo se je takoj, ko so zvedli, da pač, ko so predstavili, da je Mateo Ja, ne bomo nič o mami, pa to prvo vprašanje je bilo, zakaj si mogel... To se najbolj vesel. Tam pač take oddaje, veš, oni ti malo polagajo besede v usta in pač nimaš druge. In pač tako to deluje, te šovi. In če nisi ready mentalno, sploh če si sam, mi smo imeli malo srečo, da smo bili trije, da smo imeli en drugega. Še Alex, normalno, naš menedžer, ki je že njegov brat od štarta z nami, če ne bi imeli en drugega, ne vem, kako bi se končalo, no? Vem, da to je bilo kar tako malo temačno obdobje, bom rekel, ker v bistvu tudi mi smo šele začeli, mi smo se komi preimenovali v Boom, začeli smo delati svoje komade, bili smo res veseli, korona je, kaj bomo, kaj ni špilo, ne bomo jokali, gremo na talente, tam nas bo recimo ljudi videli, tudi hoteli smo iti svojim komadem lastnim že na talente, ampak niso pustili seveda. In pač nimaš kaj narediti, mi smo pač probali iti z neko svojo idejo, po prvi audiciji smo videli, da to ne bo šlo in smo rekli, da gremo se igrati njihovo igro, pa malo potrpeti, pa kaj bo. Vidi se, da taki šovi res znajo spodbuditi veliko negativizma, sploh na internetu. In ravno pred kratkim sem včeraj razlagal Aleksu, pravzaprav v ponedeljek sem imel seminarsko nalogo skupaj z 2 fantoma na temo spletnega nasilja. In sem rekel, veš kaj, ne, in se mi zdi, da jaz pa v sklopu te skupine imam tako unikatno možnost, ki me ne sekira več toliko po vseh teh letih, da mogoče predstavim, kako to zgleda. Pa sem vzel ekserfte določenih komentarjev in predstavil in rekel, no, tako je to zgledalo in takšne so bile posledice, ker sem pač govoril, so posledice. To je taka stvar, ne, se vidi, da to je lahko velika posledica tudi na delovanje kateregakoli glasbenika, ampak na splošno človeka. O tem, kako lahko te ustavi še preden si do dobra začel. Ne? Mogoče smo bili takrat, dajmo reči, na svojih začetkih in smo se še iskali in tako, ne? Ampak namesto, da ti takim, ki mogoče imajo potencial, daš neko vodilo, da jih zavodiš v pozitivno smer in iz njih nekaj ustvariš, ne? Lahko jih pač zavržeš tako in tudi tala, ki je potencial, lahko konča na tistem mestu, kjer je tudi sam začel. Ne? Na nek način talenti so taka zadeva, kjer pač je če nimaš trde kože potem za naprej se soočati s takimi zadevami, ne? In kot smo rekli, mi imamo to srečo, da smo trije, da vzameš te komentarje, jih obrneš in v svojo pozitivo obrneš, da potem to nekako ustvariš nekaj, iz česar svoj potencial nekako zrasteš ven iz tega. Ne? Je kar težka zadeva sploh pri talentih. Ne? To tudi jaz vem, že ki sem sam bil na talentih sezono pred tem. Ne? Vem, kako je, pa takrat sem bil recimo na samem šovu porivan naprej na nek način. In potem si pa videl drugo stran, drugo plat zgodbe, ne, ko pa te porivajo nazaj. Tako da je dvorezen meč, no, lahko te res dožgejo, lahko napolno, dajo to, ne, talenti ni ta dileme, imajo veliko moč, lahko si takoj znan, ne, lahko pa te fajn. Zdaj, v intervjujih veliko govorite o teh težkih trenutkih. To so definitivno normalni človeški. A so bile še kakšne težje preizkušnje? So bile, sigurno. So bile še težje, so bile take, ki so mejile na skoraj konc skupine. Ja, ampak nekako vse se začelo s tem, ne, če pogledaš. Dosti, bom rekel, dosti se... Smo tudi ful bolj začeli dvomiti pol vas. Ja, tako, Valjda, in pol pride do tega, kaj si... Ja, se te v bistvu, ni panike, se te v bistvu ful, mogoče na začetku, se te ne gane, ne, pač maš unoma, ne veš, lahko pride na
kje drugje pol ven, ki se ne zavedaš, ne, pol ta neka negativa, ko bi rekel tale, ne vem, ko bi sploh se izrazil konc koncev, ampak so prihajali recimo težki trenutki tudi po temu, ampak mislim, da bi bilo to nekako prvo vodilo, neka prva preizkušnja, da smo bili res mogoče na dnu, no. Ampak tako da sigurno, ja, kot je Patrik rekel, bo ogromnih tudi še težkih trenutkov po temu. Ja, ker te talenti so ravno bili v času korone, ne, torej to je že prvi udarec, se ne videvaš ravno toliko, špilov ni, torej ne moreš nikakor se prikazovati, pa se kome na začetku, plus talenti, karkoli se je dogajalo, ne, pa dokler se je vse začelo sproščati in nam začelo odpirati, lahko rečemo, da nam recimo, ko lahko rečemo, da smo res prvi pozitivni korak naprej od talentov videli, je bilo šele pri MMS-ju. Ja, eno leto kasneje, ne. Kar je skoraj 2 leti kasneje. Mi eno leto nismo mogli špila dobiti zaradi svojega talenta. Tudi vedeli smo pač preko oni so s talentom, ne, tam, ampak ne da šanse, ne. Na papirju se tako sansko bere ti vaši začetki, ne vem, Jan Plestenjak vam je izbral ime, glasbena sodelovanja z Modrijani, z Žanom Serčičem, sin Nuše Derenda, ne, človek bi rekel, vse imajo. Vse to. Ampak vse imajo. Je bilo to vaše največje breme? Ja, seveda. Vse imajo, kaj se potem more pričakovati od njih, da bi bili karkoli, ne? Tudi to, Jan mi dal ime, pa dal par na svetu, se to ne pomeni nič, ne? Se to ni zdaj, da nas bo on lastno ročno zdaj v poklicu po celi Sloveniji, te fante, dejte zdaj, oni morajo pa špiljati. To ni tako, ne? Ja, ne gre tako. On prišel, fante, super, delate tle, par pri besedilu, paste samo to in to. Debatirali smo glede imena in to. Imeli smo nič, kaj več ni bilo tega. Jaz nisem tudi nikoli hotel doma se nikjer preko njih nikoli, ne, neki vaditi, ne, kaj bi rekel, veš, ali pa da bi mi mami rihtala špile, pa ne vem kaj vse. Nisem nikoli niti hotel od njih, nisem zahteval to, v bistvu, nisem hotel glih zaradi tega, ker sem pač hotel jaz po svoje narediti, ne, tudi tak, jaz sem pač tudi dosti trmast. Tudi da smo pol doma, smo se tudi doskrat kaj kregali pa to, ne, ampak ker ona sta mi ful hotela pomagati, sta, dej, bomo, pa se rekel, ne, bom že jaz, ko bom, ne, veš, in to je to, ne, ampak valjda ljudje ne bojo to tako vzeli. Ne bojo, ne, definitivno, nič nam ni bilo položeno, tako da bi rekel, vse sami od začetka in se trudimo še naprej in probamo, vse sami tudi dosežete in na koncev je vedno tako, ne, vedno moraš sam narediti, ne, noben ti ne bo zdaj. No in kaj, tvar je dozate, ne. In res ste šli v bistvu v tujino po to priznanje, ne, ki ga Slovenija nikakor ni zmogla dati. Tako je. Kako je bila ta zgodba? No, zdaj smo že večkrat slišali zadnje čase, prej ste omenjali Aleksa, to je tvoj brat. On vas je nekako presenetil s to prijavo v San Marino. Ja, tako je, nas je presenetil, zato pač nas je prijavil brez naše vednosti. In ko smo zvedeli, da smo prišli pač to prvi krok, da lahko gremo zdaj na audicijo v živo, je pol povedal, da gremo čez 2 dni, 3 dni, gremo v San Marino in pakirajte in to je to, ni brez veze, kaj češ. Kaj boste zdaj, razumeš? Gremo, ne? Vlak gre, greste ali greste. Šefica dopust, ajde, gremo v San Marino. Tako da res jedno, preden še to povem, bi rad rekel, da nam je smo pa imeli ogromno nekaj, tudi takrat, ko smo se tega lotili, smo imeli ogromno pozitive v sebi, ker nismo pozadnji, MMS nam je tudi dal neko potvrditev, ne. Tam mislim, da so po mojem dosti ljudi je zares videlo, sej fantje, mogoče niso tako šajt, kot mi smo imeli na talentih, ne. Pardon izrazom, malo se moram pohecati. Ampak Portoroško sonce, ne, MMS nam je sigurno dal neko potrdilo, oziroma ljudje so takrat nam dali neko potrdilo, da je v redu, ne, to. Pol pa je tako, San Marino nas je prijavil, smo šli tam, prva audicija, bili to, kar smo, odpeli tisto prvo audicijo, hvala lepa, oni navdušeni, super, wow, všeč energija, pohvali, da sami pišemo, da skratko vse delamo sami, ful jim je to pomenilo, ful so pohvali, šli domov, čakali rezultat, nobene pričakovanje, Hvantje ste v polfinalu, se zgodi, wow, okej, ne vem, pa je bilo že čez en teden, ne, je bilo hitro, da zrihtati vse, kar imamo zrihtati, pripravimo, gremo tam, vidimo tam iz 800 na 120, ne, prišlo še vedno dosti in samo 2 greta naprej od vsega polfinala, se pravi 4 polfinala po 30,
Indirektno, indirektno. pa še druga priložnost. Tako, druga priložnost, ki je Pa ostala. smo rekli, da ne bomo še enkrat imeli Ne bomo druge še priložnosti. enkrat. Ali gremo takoj naprej. Ja, rekli Dovolj je bilo druge Ja, priložnosti. In je bil kar, smo imeli kar naš polfinale je bil kar konkurenčen, ene par dobrih izvajalcev, ne, res, in smo mislili, ne bomo čez top 5 prišli, veš, ker oni na vsakem polfinalu so zbrali top 5, izmed teh top 5 en gre direkt v finale, ostali 4 se naslednji dan borijo za to drugo mesto, ki še vodi v finale. In pol mi smo že bili spakirani za domov, ne, ki je bilo res dosti dobrih izvajalcev in začnejo klicati teh top 5 in mi smo med njimi. Zadnje sem Zadnje, bum, na moj sprint gor smo se oblekli v eni sekundi, razumeš? Si vesel in hkrati začaran, ker si misliš, Ja, ker zdaj je pa bila to mentaliteta, zdaj pač zmagali, ne bomo med teh top 5, pač jutri moramo pričenkati, spet, ker je cel dan bilo res naporno. In ok, pač jutri bomo še enkrat mogli priti, treba pa šel od hotel in tako dalje. Skratka, mi gremo gor, gremo pač na oder, zmagali, Vinčtori. Kaj? Niso sploh dojeli, tam so delali, sva trike delali. Jaz imam ta ekserpt, sem naredil gif, torej je P. Ja, tako da je bilo. Ja, mi pa hvala. Če si to bilo res tak šok. Ja, nismo vedeli, kaj videli. V glavnem to in bolj smo sledila piva, ne? Smo mogli na pivo, proslaviti malo, 25, 3. Ampak samo malo, ker nas Ja, že bo ja, le, večer smo si privoščili še, pa naslednji dan že bila akcija, ne, ker smo mogli že na čez 2 dni poslati že cel komad. Skratka. Slike profesionalne. Ja, Ne vem, kaj vse to smo se zrihtali v 3 dneh. Ma najbolj je fascinantno to, ko ti dejansko hočeš nekaj, rečeš, rabim do sobote in kličeš fotograf, noben ne bo imel cajta z danes na jutri. Tlepo so kar vsi imeli čas. To je bilo vse usvojeno. Mi smo klicali fotografa lahko čez naslednji dan. Pač vse je bilo tako usvojeno, vse se zgodilo na dan. Komad v enem dnevu, kako boš v enem dnevu naredil? Matej, če gledaš, kaj pa dol. Hvala, to sodelovanje z albumom nas je rešilo, zdaj, ki imam producenta Mateja še in sta s Patrikom pol cel popoldne, ne, cel ponedeljek, od jutra do večera naredila komad najboljši Obleke smo mogli jim poslati, kaj bomo oblečeni, ne? In ti si k sreču v ponedeljek zvečer še iskal obleke in jih naročil z next day delivery, ker mi smo pa pol v torek šele zvedeli, da mi moramo že v četrtek biti v San Marino. Na mesto petek. Mi smo mislili pač petek in next day delivery je dal k sreči, v sredo prišle obleke, še preveč odprte smo dali še jača sem klical en dan prej. In tudi on je bil prej. Vse je bilo, to se ne bomo nikoli želeli, da je bilo res usvojeno. Vse se je poklopilo. Jaz sem že bil, nisem najdolje, vse je bilo pobrano, vsi koslej, nič nisem rekel, da bom jutri, ne, res sem bil unem, da sem bom jutri. Pa sem rekel, da bom danes, že če sem to časa zdaj hecam, hvala Bogu sem naročil, ker sem vedel, kot je rekel, da moram en dan prej biti. Če bi jaz se en dan naročil, ne bi. In tudi če bi jih nekdo pripeljal potem v San Marino, od teh, ki nas je prišlo poslušati kasneje, še vedno bi bilo prepozno, ker ne bi imeli krojača, da nam popravi. Ja, ker pa smo itak mogli klicati, ne tam, da on hitro to popravi, kaj kom, kaj in to. Tako da v esenci smo bili toliko stresirani, da ko smo enkrat prišli v San Marino, smo se pravzaprav sprostili za finale. Mi smo že svoje. Treba uživati, tle smo prišli, zdaj če smo stresirali. Smo top 17 prišli, ampak seveda ne pomaga, da se ti še hlače. Ne greš na oder. Pa nič nisem delal, neverjetno je. Moj počelo. Potem ste jih s penjačem, ne? Ja, s penjačem so imeli, v eno pisarno smo obrnili na glavo, 5 spenjačev smo naredili, pa samo en je delal. Ja, fora bila on Matej reče, ne, jaz sem, kaj, v enih 2 sekundah sem bil najprej šot, pa sem rekel, dobro, vseeno mi je zdaj, to če mi odpadejo, grem gor, pa brez hlač, lej. Ja, lej. Ne bom se pustil, ja, mogoče je bilo boljše. Bi vsi dali dol hlače in mogoče bi... In jaz sem samo omenil, Jaz sem samo omenil, ni ženski, ki so bili pač ekipa tam, ki so se strga ne mata, mogoče oni tako v paniko skočili, oni so bolj sekerili kot jaz. Ja, res. Tekli spinjači, ne dela prvi, pa ne dela drugi, pa najdli tretjega, pa tretji je delal, Hvala, prijemo tam, hvala Bogu, ko so nas avti peljali tam, v to gledališče, tam v zaodrju so bili še pač
taki pomembneži še, pa je bil ful dober krojač tudi tam, italijanski. Odraje, Je bil mislim, že- da televizija. Ja, televizija je bil že tudi malo podozo. Je bil, ja. Ampak to je bilo Priznal. to je priznal, ampak to je bilo tako smešno, ko sem mu pokazal, on se je začel na polno smejati, rekel, bravi, Dobro ste vsak rešili. dobro ste se znajdli. Pol je dejansko ti pogledal, sem rekel, sem če lahko malo preveri, če to drži, je pogledal, je rekel, tle je mal dal jih par ven, ki niso bile v redu, in je on še enkrat in je popravil. držalo. Ampak sem rekel, lej, Sam jih hodil. do odra Tako dobro. hodim, tako da sem lesen, ko prijem gor, mi je vseeno, sam do gor, sam do odra moram priti, da se mi ne strga. Ja. Pa tudi če. Aha, se pravi, bila opcija, da hlače padejo. Ja, tudi je Definitivno. To je bilo. bila tudi dobra, to je bila tudi dobra novica. Nag na odru, vprašaj. Publiciteta bi bila dobra. Ste to je še više. Ne, pri nas bi si Ampak, a ste se vprašali, kdo je, če bi pa zmagali v San Marinu? Ne? Kako bi šele razdelili slovensko? O ja, se to. Mislim, ne vem, Zanimivo, bi si razdelili plulili bi vse. slovensko publiko, Ne vem. ampak že od Gregorja Ravnika, ki je dober prijatelj od Raven, je rekel, "Ma ne, fant, jaz navijam za vas, da bomo žurali skupaj, ne, da bomo šli tam. Ja, Raven je tudi redi, dej, bomo šli, Ja, bomo imeli, bomo fajn se imeli. mislim, da je bilo to en tak lep praznik za Slovenijo, ne, da Po imamo moje. dva izvajalca. Ne. Več možnosti za Ja, slavje. Tudi ja mislim, Ja, mislim, da bi bilo res zanimivo. No, tak dogodek, ki bi se sigurno upisal v zgodovino. No. Ja. Slovenija bi imela kaj, dva izvajalca, Ja, ne, sem kot slovenska. Kar je Slovenija Res smo in San odgovarjali. Marino so dve različne dneva, kar pomeni, da oba dni bi gledali lahko. Ne. Ja, smejali, A glasovali. glasovali bi. Lahko rečemo, bi bilo, če bi bilo, ampak Ja. ni Ja. bilo. Mi bi se tam zdelali, da dajo Sloveniji 12. Ne. To, Bi se mogli, če ne gremo na odr. Samo vprašanje, če bi mi od Slovenije. Vprašanje, če bi Slovenija dobili. Ja. Strategijo Vemo, kako je pripravljeno. pri nas. Smo. Ne, mi smo malo sanjarili in to. Ja, ja. Sigurno, da pač, ampak to je bilo vse v joku, ker smo bili od začetka tako ni šans. Pač, ne. Ampak dejansko smo bili Smo bili zelo blizu. Zelo blizu. Zelo Tam v Unpijanovcu, ki je bil Ja. San Marino, tam za to televizijo, vem, da je po Ljoku in to, ker nas je spremljalo od začetka. Naj tako ne bi Ja, Ja. nas je obijamo Joku čisto. Polih je stavilo takrat, Ful ja, na so- nas drugače. Mi smo dejansko razmišljali, lej, mi smo res lahko, ker smo res, se pravim, peti, veš, Ni daleč. mi smo Megaro zmagali v polfinalu, ne te, ki so zdaj šli. So zdaj dejansko Smo zmagali. ne. polfinalu, sam final je bila drugačna žirija še. Ne, itak, absolutno zasluženo Vse, da Megara so za moje imeli, nove, ja, oni so imeli čisto dodelan nastop Dodelano. do zadnje sekunde. Mi smo še zadnji dan malo premike dodelali. Ne? Ja. Oni so prišli že na audicijo, po moje. Pa z maske, maskami. veš, z 1 uro, 2 ure so porabili, da se to mažejo, ne, pa popravljajo, veš, res so si zaslužili, mislim, no. Ja. Absolutno. Vsekakor pa Je bilo izkušnja, ne, ki bo ostala Ja. zavedno in vam jo nihče ne more. Ne, vzeti. itak, pa dosti Vedno nam je pa še na spotu je Ja. večena. Ja. tako da. Ja. Tako še na spotu smo Ja, dali. pa dosti nam je dala, ne, dosti nam je dala, ne. Definitivno. Ja. Ogromno In poznaš Ves to, in, ne. ja. Ja, nič, fantje, mi smo počasi prišli Ja. do konca našega pogovora. Res smo se Ja, zaklepetali. hiter je šlo. Zdaj, za konec pa jaz vsem svojim gostom vedno pripravim ene 3 take potencialne časopisne naslove, pa skupaj pokomentiramo, če je možno, da bomo to kdaj brali v gostih. To je čisto plod moje domišljije, vi pa pokomentirate. Okay. Okay. Zdaj, prvi naslov je takle: Bum odhajajo na Eurovizijo. Je to še vedno ambicija? Ja, itak. Zdaj vem, da v Sloveniji ste se prijavljali, zdaj ste bili v San Marinu. Je Ja. to eden od Ja. ciljev za prihodnost? Ja, je pa tako, ne. Vedno imamo, gledaj, po mojem, zdaj je mogoče še malo bolj ta želja. Je pa vedno govorimo, tako kot za Dance Like This, kot za Portoroško sonce, za MMS, smo vedeli, da imamo pesem za specifičen oder. In mislim, da bomo se tudi potrudili, da zdaj, ko bomo imeli spet nove sessione za novo kreativno Novo pisanje, pisanje, nove ja. komade, da se bo našla tudi kakšna pesem, ki bo za Eurovizijo in bomo Ja. tudi še enkrat. Če se bo našla, ko se bo našla, je to še zmeraj želja. Imam pa feeling, da se Itak. bo našla. Kot Je, predstavniki Ja. Slovenije? Ja, Ja, valjda. valjda. To Razen, naj- če nas bojo klicali iz San Marina. Ja. Pač pol, ja. Ampak to je takoj, ne. Ampak ja, Kot finaliste. direkt. Interni izbor, ne. interni zbor. Ja. V San Marinu. Ne, definitivno želja, mislim, seveda za Slovenijo, Ja, valjda, itak, to je. absolutno, absolutno. Torej To je bomo bilo kar kljubco slučajno. naredili pri tem naslovu. Ja. Ja, Valjda se. Bomo videli. Potem drugi naslov. Prihaja novi musical, skupina Bum bo prevzela glavne vloge. Zdaj vem, da sta vidva nastopala, je možno. Ta bi bila kar A? tudi Ta je koda. bila. Mi smo že enkrat dejansko razmišljali, ne v tem, dejansko, da je bilo musical, ampak
ko smo se pogovarjali o teh zadevah, smo rekli, kaj pa če bi v Sloveniji bil musical The Jersey Boys, ne, ki je musical na Broadwayu, to bi se mogli fiks mi trije prijaviti. Ja. Fiks mogli. Veš, ki to je bila skupina, ne, Frankie Valli and the Four Seasons, ne, v 50-ih, 60-ih. Njihov tudi je dejansko komad Begging. Ne vem, če ljudje vejo, ne. Dosti ljudi poznajo, je valjda od Maneskin, pa Can't Take My Eyes Off You, ne. To je vse njihove. Begging, recimo, to so vse njihovi hiti, ne, že 60-ih, ne. Tako so bili res, pa ja, še prej tudi. Ampak tako da če bi bil musical, po mojem, ne vem, če bi basli v kerga veliko tega, no. Najbolj smešno je, ker sem v bistvu, ko smo mi imeli to audicijo, nas je v komisiji, nam je tako, da ga spominjamo prvo na Beach Boys, prišla pa ena gospa, PR-ovka od ene od Isote, ne, tudi italijanska pevka, smo se slikali in je rekla, da jo spominjamo pa na Jersey Boys in smo bili tako, Jersey Boys. Tako da, ja, Beach Boys. Že dobivate ene namige, kam gre lahko vaša pot. Ena od ob. Tako je. Tako da kljukca tudi tukaj. Kljukca, da ima. Ok, in še tretji naslov, skupino Boom k sodelovanju povabil Super zvezdnik. Od koga vabilo čaka? Prosim. Chris Martin, Coldplay. If you listen, call us, please. Prevede pa, če poslušaš Tako je, če da bo treba podnapiti. Tako da Coldplay so res ena naših najljubših skupin. In greste tudi malo v to smer, ne, z novimi. Ja, lahko si reklo. Si definitivno inspiracija. Eni izmed inspirativnih elementov. Imamo še par drugih, ker jemljamo zadeve, ampak absolutno so tudi oni zdaj nekako najbolj aktualna zadeva, ki jo poslušamo tako med seboj. Mislim, da nam najbolj neki začutimo. Ja, ko njih poslušamo. In tudi, ko mi delamo, zmeraj nekako pridemo na ta nek, ki smo pol mal Že ti mu rekel, to moraš meni v produkciji. Kaj pa še? Crash in kitara. Ja. To čutimo, to je neki z nas in pač slučajno je, če tako nastane malo podobno. 3 kljukce tam zraven. Ok, super, odlično, čakamo vse te naslove. Ni pa, da bi kopirali oziroma da pobiramo, to pa ne, to pa mislim, to bi moglo biti jasno. Ja, valjda je jasno. Ampak vsak ima svojo muzo, inspiracijo. Ja, hvala Bogu. In je res fajn od ljudi slišati, wow, ta avantura mi je pa to cool, ful mi da vibe od Coldplay. Ja, in to je ful hvala za nas. Noro, no. Pa že par takih smo slišali podobno od drugih še izvajalcev, tako da je zanimivo, ful, no. Da bomo nadaljevali. Še to zadnje misel, preden gremo, je bil en podcast za San Marino, mislim, ne en podcast, ampak nekdo je reviewal komade, in so prišli na Dance Like This in je rekel, to pa zveni tako kot nek B-komad na plati od One Direction. Jaz sem rekel, wow, thanks, negativno sem rekel, wow, ja, si to, vidiš. Ko smo ga napisali, smo točno to imeli v glavi in smo ga videli na Eurovizijskem odru in smo se pač prijavili in smo bili peti. To je pohvala. Zdaj je narobe. Ampak je pa ta vibe, no. Mi živamo v glavnem. Pa te se želimo vse dobro, veliko uspeha na tem popotovanju z Odisejo in avanturami, ki prihajajo. Hvala, avantura. 15. maj še enkrat v City teatru. Karte na entrio.si. Tako, povabljeni. Če bo preveč reklame, bomo mogli rezati. Nikoli ni preveč reklame. Najlepša hvala, res ste bili prijetni sogovorniki. Hvala vam za to. Upam, da se še kdaj vidimo. Ja, z veseljem pridemo še na kaj. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami. Shock.